Zdravljeni se skupaj, zdravljeni mladi. Danes bomo pogovarjali z Mladenom Stropnikom, avtorjem razstave Dio Pecino v Mestni galeriji. Mladen, živjo in hvala, da si danes v bistvu pripravljeni imeti tak pogovor z mano, s ostalimi in sam samo mogoče tudi. Jaz bi preskočila naštevanje številnih referenc, ki imaš na področju sodobne vizualne umetnosti in si jih nabral, če tako na grobo rečemo, v dobrih 50 letih. Intenzivno si deloval v sodobne umetnosti in nekako ta tvoja umetniška pozicija, tvoj jezik povzema tudi ta razstava. Marsikdo, oziroma marsikdo od nas, vi, mi, jaz, ki te spremljamo in tisti, ki so te spoznali zdaj, želijo, imajo mnogo vprašanja, ali pa rečemo, imamo mnogo vprašanja, ki smo jih želeli vedeti od tebe, pa jih nismo uspeli, ali pa si jih nismo upali vprašati. In zato predlagam, da se pogovarjamo danes o teh zanimivih točkah, ki jih odpiraš ti skozi svoje delo že leta in leta, in ki so bile v bistvu nekako vzrok, da smo te tudi povabili, da imaš še tako večjo razstavo, pri nas, da se sam soočiš s svojim delom in da nam odpreš tvoj pogled na svet in na življenje, na človeka, njegovo psiho, njegovo doživljanje sveta. Se pravi o nezavednem, iracionalnem, vsakdanjem, o umetnosti, umetniškem poklicu, o okoliščinah, v katerih delaš, o zgodbah, ki stojijo za tvojimi deli, o tvojem življenju, velenju, prijatelj, način ustvarjanja, o Ljubljani. Ti delaš neprestano to svojo umetnost. Tudi, ko se voziš z biciklom, si se pripeljal danes na otvoritev z biciklom. Kaj ti pomeni bicikl, oziroma kaj počneš na njem, kaj počne tvoja glava, ko se voziš? Do kolesa imam podobno odnos kot do avta. Je neka vrsta oblika, kolo pa del telesa. Tako da tudi skozi eno delo tukaj imam stavi, pokrijem se s kolesom naslov dela, kolaža. In dejansko se počutim udobno, če se predstavljam, da se ležem na travo in se pokrijem s kolesom. To sem se spraševala, kaj to pomeni pokrijem se s kolesom. Ti si omenjal rjuho? Kako? Kot rjuho? Kot rjuho. Kot tak štorast, neodoben objekt, s katerim se lahko udobno pokrijem. Zanimivo. To se mi zdi, moj odnos do kolesa je taka. V bistvu tvoj poudarek, oziroma rečemo poudarek o tvojem delu, o ritmu življenja ali pa o ritmu tvojega dela, je v bistvu en tak zelo specifičen, zelo discipliniran postopek. In ko bi rekli, nekateri živijo zelo ležerno, nonšalantno, brez enega reda. Tvoje življenje je pa tako, jaz sem opazila, ko sva pripravljala razstavo, da si vezal zelo na zgodne jutranje termine. Zakaj taka rutina, oziroma kaj vse obsega in zakaj je taka rutina sploh, kaj ti pomeni pri ustvarjanju ta rutina oziroma ta red, lahko to malo pišeš? Jaz bi te rutine rekel tehnično usklajevanje nekega ritma, želja, službe, okolja, da lahko nekaj, kar me žene uredi, izvedem. To je to. Ni zdaj druge logike, disciplina, urnik. Ampak ti upravljaš še eno, kako ti v bistvu združuješ življenje, svoje življenje vsakdanje z svojim ustvarjanjem? Pravzaprav ti, ko kuhaš, ko greš nakupovati, ko delaš kot tehnik v zlatarni, si neprestano v bistvu tudi kreativen. Ja. Ampak kje pa nastopi ta ločnica in tistim, ko res moraš biti sam s sabo in moraš v bistvu artikulirati svoje misli? Tega res ni, ker je ta tehnični ali pa urnična disciplina del tok v spredju, da v bistvu na ta del nekako skozi plove zajedno. Ja.
zaupal temu, da se napravi poti s tem, ki imam en tak ritem. Ne vem, nekaj pa je, kar me goni to vse. Ampak tisto, kar te goni, recimo, kar te motivira, v bistvu, ta ritem, te je v bistvu spremljala skozi to razstavo. A imaš občutek, da si po tej razstavi kaj izčrpan, oziroma ali si dobil dodatno energijo, kako gledaš nazaj to, kar si? No, nisem čisto izčrpan. Dobro se počutim. To je neverjetno, zaradi tega, ker da mlade ni popolnoma nič izčrpan po vsem tem, da je ta razstava izjemno intenzivna, ne v smislu samo razstavljanja, tudi priprave tega kataloga, da je mesto vsake četrtkove performance. To me to blazno, mislim, to me blazno zanima, kaj se z mano dogaja, moje te stvari, ki jih opažam, pa se mi zdijo meni pomembne, zelo egoistično. Ampak jaz poskušam skozi ta ego tako videti skozi, poloviti, zakaj se nekaj dogaja meni, zakaj bi poslušal nekoga drugega, da bi da na pladno idejo ali pa nek koncept ali pa razmišljanje. To stvar obrti. Tudi tukaj notkam to disciplino, ta umik, kako to vse funkcionira. To je to. To je to pač recept za tebe, ne za koga drugega. Danes si ko smo imeli termokonco, si zelo upravljena. Zdaj rečem, stop, zapremo oči, vsak zapre oči. In nuja ta, kaj se dogaja, zdaj tukaj se dogaja, ampak vsak lahko ima eno sliko noter v svoji glavi. Jaz, naprimer, zdaj zaprem oči, pa vidim neko celo. Okay? To vsak ima in ne vem, zakaj bi to spregledal, če mi je dano. Ni dano kar tako zagotovo. Vsak ima izmed nas. Zakaj pa praviš, da sem pa brezvezen? Zato je nam mogoče nazvan, da se taki elementi berejo narobe, pa to me sploh ne zanima. V bistvu mene to totalno interesantno, da se dogajajo stvari, ko pridejo, pa jih v bistvu tišimo nekam pred ta urnik, mislim, se mu umika. To v bistvu se da izkoristiti, ni to, kar samo se pomeni. Če spimo eno tretjino svojega življenja, tem sanjamo, pa dobimo neke zgodbe v slike. Jaz mislim, da tukaj ni naključje. Da je to brez veze. To je samo neraziskano področje, ki se ga mnogi filozofije ga še in varujejo, nekojo raziskujejo. Problem je samo ta po moje, da tukaj ni te logične instant formule, ki bi jo ljudje lahko popadli, pa so. Tehnično se da pretesanje, tehnično se da pomagati samo sebi. Tehnično se da, dobesedno z navodili se da, ki niso zahtevna navodila. Mislim, da je to odprt prostor, ki se ga prezira. Iz takih in drugačnih. Vsak mu ga reče, da je lahko pridesanje, tako začne o spolnosti in teh zadevah. Ja, tudi to je valjda prvi možen trenutek, zabava, spolnost. Zakaj ne? Ampak mislim, da s časom se moraš tudi kaj drugega vprašati. Zaradi danih 5 let bilo, ker mislim, da bi se mogel vsak vsaj zagotovo malo vse vprašati, kaj in kako. Imel čas. Ne, zato ker ko sem brala tvoj intervju, ki si ga imel z Majo Kač za MMC, ki je precej dolg in zelo izčrpan in je bilo tisto, kaj bi mislim. V bistvu si povedal skoraj vse, pa spet nič. V bistvu si svojim odgovoril odprl novo vprašanje v resnici. In recimo, zdaj ti se navezala, da si govoril o tem, zakaj bi tuje misli povzemal, pač imaš svoje. Danes si na tem si naspeljal naše sodelavce MGML-ja, se tudi prijazno, da si imel še eno posebno vodstvo pred tem dogodkom, kar pomeni določeno koncentracijo 2-krat na dan, kar je za moje pojme zelo veliko. Že za enega profesionalca, kaj šele za nekoga, ki se ne ukvarja s tem vsak dan. In si povedal, da pač si bil ocenjen na akademiji kot dober slikar, da te Bernard ocenil kot dober slikar in ti si se odločil, oziroma če ste prav razumela, da pač ne boš na tej razstavi, oziroma ne boš več kazal, da si dober slikar, ampak druge stvari. V bistvu, kje te je tisto začelo omejevati? Oziroma... Tiste slike, ki sem jih narisal? Kakšne so? Tihožitja, baloni. Kakšne? Baloni, tihožitja, zdaj se spomnim. Tihožitja? Tihožitja, baloni, krpe, predmeti, pač obrt, s katero sem pa tudi
odkrival, da je možno posnema, mislim, ni da ni, ampak tako, sam sebi nisem mogel pa odgovoriti na vprašanje. A ti veš, kaj so se ljudje sprašvali po tvoji razstavi velikrat, ne? Recimo ljudje, ki niso poznavalci ali pa ne poznavalci. Tisti, ki se pač niso odločili, da bi se odprli temu, da gledajo eno umetniško delo, pa ga ne razumejo in tako, da ga ne razumejo, je tisti totalna odklonitev, a ne, totalna zavrnitev umetniškega dela. No, in to me je bila a ne, ti si rekel, da ti je všeč. A zanimivo je bilo, ker so pač bili komentarji komentarji so odprti in jaz velikrat na pogovorih pač grem skozi te komentarje, pa kakšno to vprašanje izmed množice takih vprašanj, ki se pojavljajo na javnih teh spletnih platformah, potem postavljam umetniku, ker me zanima, kako bi on odgovoril. Recimo, eden je bil, jaz sem pa naredil kopijo Gustava Klimta, pač še ene slike njegove, jo je fotkal, pa dal gor na zid, pa je rekel, jaz stavim, da on ne zna tega narediti, pa tudi jaz pa znam narediti, pa, ampak mi da kraj pameti ne pade, da je stavil v mestni galeriji. Spravi, v glavnem, ljudje gledajo na to kot obrt. Kako bi ti njim razložil? Kaj bi jim ti odgovoril? Kaj bi odgovoril na ta vprašanje? S sestro smo se pogovarjali nekaj dni nazaj, ker ima družina pač po eni strani. Nekateri so odklonili, nekateri pač tako. Ogromna ona se pogovarja s prodajo, vzrejo skrbijo s malih živali, s psmi, imajo nek pasek hotel, v glavnem, ja, pride stranka in hoče kupiti psa, zato ker je lep, dolg, pa ne vem kaj. Jasno pa ne ve, kako se mora postaviti vlogo kupca za psa. In enako mislim, da je tudi pri slikah, ali pa pri delnicah, ali pa pri knjigah. Spravi, moraš imeti en pedigre in neko predznanje za to, da lahko kupiš psa, ki te je vreden, pa ti njega, ne? Da ustreza tvojemu okolju in tako naprej. In zakaj ne bi bilo, in tudi mislim, da je tako v umetnosti, ne? Ko se pa, ne vem, ja, tako bi je zbrano zagovor tega. In je fino dejansko, da pa treba ljudi še zabrati, mislim, pomagati in se odločiti, zakaj in kako. Ne vem, če sem govoril. Ja, v bistvu, recimo, meni ali pa mogoče nam si odgovoril, ampak ne vem, če si te publiki, ki pač ne vemo, ali je resnično to zanima ali ne, odgovoril, ampak to so tako večna vprašanja, glede na to, da tako daleč je že tisto obdobje ready-made-ov, avantgarde, ampak mi se še vedno ne znamo, ali pa širša javnost še zmeri postavlja ta vprašanja in bo vedno ostajala verjetno, predvsem za sodobno umetnost, ne? Ampak, a se ti... Če so odklonili na vprašanje, pa jaz mislim tako v tem smislu. Če so dobro vprašanje, zakaj ne? Če mene zintegrirajo neki so super, ne čim prej. Dejansko edin, kar se spreminja, je to, mislim, edina konstanta, ki ostane, je to, da se zmer vse spreminja. Zato imam da te stvari, ki jih počnem, propadajo in grejo na z drugih kotov. Čeprav pol mlajši govorijo, da iščeš ta svoj vibe, ki si bil mlajši, pa tako. Ampak jaz mislim, da ni nujno, da je to. V sklopu te tvoje rutine, ne, nekatere zanima, ali pa nas zanima, je zelo banalno vprašanje, glede na to, da veliko o banalnosti v vsakdanjih dogodkih govoriš na svoj razstav oziroma na svojem delu. Kaj rad ješ za zajtrk, kaj pri delu te najbolj utruje in kaj te napolni z energijo? In kje hraniš vsa ta svoja dela? To so 1, 2, 3, 4, 5 vprašanja. Zjutraj pojem, kar je ostalo od večerja. Zdaj lahko razmišljam, kam bom dal vsa dela, ki jih bom skril pa zavrlo. Neki del gre naprej na neke nove stare. Kje? Čač, Homer, tam ne. Eno delo pa na nekem pregledu kolaža v gradnji. Trenutno sta 2 razstavi grafične mape, ki je dela grafični center. To je ful dober projekt, ki se dela že 15 let, naredili smo 3 grafične mape in super. To je to. No, pa še nekaj, kaj te najbolj pri delu utruje in kaj te zelo napolni z energijo? Gremo naprej? Ja.
Ja, ti imaš na razstavi recimo cigareta v ogledalu postavljena, delo postavljena na tla za radiator, se pravi, dela postavljaš na popolnoma nefotogenične dele galerije, ki smo jih mi vztrajno vedno zakrivali. Če smo postavili tisto, če smo postavili, smo dali plahte, bele so bile in vse tisto grdo drobove galerije smo šminkali, kot se šminka ena gubasta gospa, ki hoče pač prikriti svojo starost in svojo zrelost in svojo modrost. In ta stara hiša se mi zdi, da je za tvojo intervencijo, ker to, da smo mi te stvari odstranili, je bila tudi na nek način tvoja intervencija v prostor. Da jo pokažemo tako, kot je, in tudi ti kažeš umetnost tako, kot je, oziroma to življenje tako, kot je, brez neke cenzure. In bi te tle vprašala, recimo, tukaj se bo mogoče še vrnemo, če še nismo odgovorili, roza, rdeč kvadrat, roza kvadrat. Nekateri so rekli, jaz to ne razumem, kaj je to, zakaj to sem postava, ne? A je treba za to imeti akademijo, zato, ker ti narediš, jaz znam tudi krajino naslikati, a zna tudi on, ne? Kaj bi ti odgovoril še to vprašanje, a znaš naslikati krajino? Oziroma znaš, bi jo že vedel, si jo kdaj naredil. Kaj če ste narisati? Krajino. Ljudje si zelo želijo gledati krajine. Obožujem krajino slikati. V redu. Mogoče bi bil to tebe en tak izziv za in bodočo, ko boš delal naprej predstavljati, da enkrat odgovoriš s tem. Kako dati eno delo v kontekst? Zgori to ogledalo s cigaretom. To je portret mojega frenda. Mi da so veliko skupaj kadila, veliko smo kadila tako, da so ležala. In zakaj bi dal sliko, mislim, ogledalo na steno, ko se pogledaš v ogledalo, vidiš sebe, igra pristnost tega trenutka po, kaj že, enem filozofu, Heidegger, mislim, da je prostor in trenutno, kje se delo nahaja, pa gledaš v galerijo, ampak to nima veze. In ja, čudni prostori v bistvu so v kontekstu vezani. Kdaj si se odločil, da boš imel delo v stranišču? Kdaj si se odločil? A si imel že na začetku ali še potem, ko si ti... V bistvu to delo je nastavljeno samo tako kot ena smet prostoru, če kdo opazi, če pa ne pa ne. Tudi dejansko delo samo, jaz mislim, da mora proizvesti to specifično delo. En tak naključen moment, ko ti ugotoviš, da greš lulat, pa končno imam mir, če vam rečno damo ta naslov, Peace at last, se pravi scanje končno, ali pa mir končno. To je ta balans besed. A veš, da tega pa še nisem opazila, nisem tega povezala še. Ta igra je meni blazno všeč, ki si bila z naslovom to pomagam, ker z delom dela. Velikokrat v svojem CV-ju ali pa kakšnih teh, ko moš referencijsko dajati, teh CV-jev ne marajo biografij pisati, nekaj zdaj smo tako talogo skrili, ki se skrili zadaj pustim, ker eno sled pa vse ne moraš pustiti, pač vsaj zgodovinarjem, ki te bodo zgodovine naenkrat, ali pa bo enkrat bojo tvoje dela, morda vemo, da sodobna umetnost je nekaj, kar nastaja in bo enkrat bodoča kvalitetna umetnost, pa bodoča kulturna dediščina slovenska. In ti rabiš pustiti to svet za sabo. Se pravi, mi smo dolžni, oziroma je prav, da dokumentiramo tvoje stvari z vsem dokumentarnim aparatom. Samo iz zadržavanja namenu, vse ostale ima smisla. Okay. Če to kaj koristi, pa če bo zdržala čas. Ampak recimo, kaj bi ti rekel nekomu, ki bi te mogel dokumentirati, recimo razumel moderne galerije, ki delajo seznam, umetnike imajo po besedi seznam, kjer so njegove razstave, biografije in tako ne. Tam na različnih koncih različne stvari prebereš, kaj si zdaj slikar, intermedijski umetnik, vizualni umetnik ali si tehnik. Meni si rekel, da si tehnik. Jaz se... Ja, ne napiše, kaj hoče. Zdaj smo to zabeležili. Na kateri točki si pa tabornik? Način življenja, se mi zdi. Zdaj smo zelo posebej. Na razstavi namreč ni razvidno, ne da si tehnik, ne da si slikar, da si v bistvu
umetnik na meji ful različnih področij, ki jim danes recimo rečemo transdisciplinarno. No, ampak to ustreza temu, kar se želimo govoriti. No, potem smo prišli. Je pa na nek način si pa tudi režiser, ker če pogledamo tvoje delo Ne bo, ki zafunkcionira, ko ti stopiš van s publiko, pride do enega tazga nenavadnega psihološkega momenta, enega dramaturgije oziroma enega zelo zanimljivega prizora, enega dogodka, ki se zgodi vsakič drugače. Seveda pa to delo ti ne moreš shraniti. Kako boš ti delo Ne bo, če ga nekomu prodaš, nekemu zbiratelju? Kako bi ga prodal ali predal? Ne vem, se razvezim. Ker ne? To luknjo je zelo težko prodati. Ja. Mislim, ne predstavljam se. Najbolj postaja rešitev, pa en kompromis. Vprašanje je zato, ker ti veliko menjaš dela z drugimi umetniki. Ja, veliko to so samo menjave. Ja. Jaz ne ciljam tukaj na blazno vrednost teh del, jaz ciljam na vzpostavitev tega realnega sidrišča, da je to življenje svet okrog mene. Da ne zapeljimo, kak je. Ker lahko pač prodaš delo z navodili, ne? To seveda. To je dobrodošlo. To je bil tudi zelo konkreten poseg v Droboje galerije, da si naredil to luknjo, da smo odstranili vrata in v bistvu je prišlo čisto do druge komunikacije, ki smo jo sicer vajali. To luknjo bi lahko personificiral glede na kupca, če bi jo že imel. Kaj so to personificirani objekti? Dej malo, če lahko to še nekaj razložiš. Personalizirani objekti. Tako kot je to gledalo, če se vrnemo nazaj, ker ta čik noter, če bi naredil neko drugo osebo, bi najbolj še to gledalo se nekako spremenilo zagotovo. Ker to prav to gledalo glave je portret, a boš šot naslov, vklepajo Samo Korošec. On je ena umrla oseba iz moje preteklosti, ki ga žal ni več. Tak. Ja, zelo lepo si povedal tudi o tem, da veliko del posvečaš ljudem, ki so pustili eno tisnate v tvojem življenju. In tudi ena soba je pač posvečena spominu na določene osebe. In ta soba je zelo tako intimna in zelo imaš kratke naslove, ampak še vedno mi ne vemo, za koga gre. Vsi te 3 štuki so sestavljeni, bom rekel, posvečeni ljudem, ki so stopili v moje življenje, pa ne fizično, tako direktno, ampak samo tako posredno, po takih mehkih kanalih, s katerimi ljudmi nisem nujno imel kaj osebnega stika preveč. Glavno nismo imeli nekih blaznih razmerij, gre samo za vplive. Tako da ta spodnji štuk je posvečen Bernardu Sešlu pa Rudiju Stoparju, drugi štuk Logarju pa Junošu Miklovcu, tretji štuk pa mojemu krstnemu očetu, to je Tone de Costa sine. Tudi vse, kar lahko njih povem. Ja. To so na nek način njihovi portreti? To so, ne, to niso portreti, vsa dela pa v bistvu bazirajo, če tako gledam, k temu izviru, ko so rekla Ljubljana, Velenje pa tej tabniki, da je to izvor tega, k kateremu se vračam, jaz pa ne živim na tem izvoru. Se zmeraj odpeljem po reki vzdolj, mislim, to je zdaj kičasto odlazno, ampak ja, to je to. Ta vlek tega, to se ne da pozabiti, niti zbrisati, tako da je pa lahka, to je ena taka nit, če se zgubi. Ne te ljudi, ampak njihov vzor, karkoli so že dali. Kako ti gledaš na ljudje pogosto hočemo vse razumeti in zlasti v umetnosti dobiti vse odgovore, to je zanimivo. Zdi se, kot da v literaturi in filmu, v raznih uprizoritvenih, vsaj jaz vidimo, v uprizoritvenih umetnostih, še prenesemo neke nerešene konce v filmih in si rečem, da si bomo pa razložili to naprej. Ampak
Ampak v vizualni umetnosti se mi počasi zdi, kot da nedorečeno pa manjkajoče za končno razumevanje sploh ne tolerirajo ljudi. Pa ta umetnost pa predvsem zelo fragmentarna, zelo pušča odprte konce in zelo odpira vprašanja. In bolj, ko je nerazumljivo, bolj se ljudje v bistvu držijo stran, oziroma kot da ne tolerirajo tega. Pa imam tle vprašanje, a se ti s tem strinjaš, oziroma kaj ti misliš o tem? Kaj zate pomeni pojem razumevanja v vizualni umetnosti? A je potrebno razumeti ali je potrebno kaj drugega? Vsako stvar jaz mislim, da lahko razumem za sebe, če se ostavim pravi čas. Kaj to pomeni pravi čas? Da pri eni stvari ustaviš IQ, ki ga nimam toliko sposobnega procesirati in vzamem tisto, kar sem dojeval na misli. In to spremljaš? Ja, to spremljam. In tudi odložim in grem naprej. In tudi ne nič narobe, če se bom čez 5 minut spremislim. Pri tebi izgleda tako, da je vse v življenju zelo enostavno. V umetnosti zelo enostavno, zelo preprosto. In tudi tvoj jezik na nek način je zelo tak minimalističen, zelo čist. In ko greš, ko se sprošpodeš skozi razstavo, imaš občutek ene lahkosti. Kako je vse to enostavno, vse to je samo položil skupaj, ampak ti si mi pri portretu Razija, si razložil, da ta portret vendarle traja dlje časa in zate to, ta prav portret, kaj si tam uporabil, kaj ti je bilo pri njemu zelo pomembno, da si se postavil. Ta portret je v bistvu samo kruški tega, kar res on, po mojem mnenju, je. Če damo fotorealistično fotografijo na začetku njegovega frisa. Aha, si jo imel Jo imam v glavi, ker ga poznam. Ampak če bi tako izbral eno fotoportret in bi šel z njim se komunikacijo pogovarjati, ne doživljati ali pa spoznavati, so to tisti kruški, ki so res identični po značili za njega. To je zame tisti. Fakt. Ja. Že prej sva navezala se na dva termina, ki se omenjata v intervjuju Maje Kačič-Filmu. Si želela se navezati na njen pogovor, ker je v bistvu tako dober zasnovan in ker sta se tako fino pogovarjala. Kje sta se pogovarjala? V parlamentu. To dobro steče, ne? V bistvu mora biti, res je dobro stekel. A ste imela veliko časa? Ste se vzeli veliko časa? In iz tega se čuti, da je bil ne spraševanje, pa intervju, pa testa, pa je bil prav pogovor. Ampak ja, jaz sem si postavila dve vprašanji. Izpostavila sem dve besedi, ki si jih ti izpostavil. Eno smo že rekli brezveznost, druga pa dolgočasnost. Omenjaš dolgočasnost in brezveznost v življenju. Delno ta brezveznost se pojavlja pri odzivih nekaterih, ki ne razumejo. Lahko ti definiraš v bistvu ta dva pojma, oziroma kje opažaš to brezveznost, dolgočasnost, in ima ta zate kak potencial tudi ta dva pojma? A jo povezuješ kakorkoli s svojim delom? Potencial vidim tako. Fajn mi je govoriti o sanjah, zato ker ti noben ne more komentirati korektno. In tukaj noter je ta brezveznost pa dolgočasje. Da si naredim ta prostor, da ni intervencije drugih idej. Zdaj si velikrat omenil sanje. A te smem jaz nekaj vprašati? Povej. V bistvu to sanjanje. Ti veliko se referiraš na svoje sanje. Ja. Kako pa, se ti spomniš zjutraj, oziroma na kakšen način te sanje pridejo v tvoje delo? Tako zraven posle imam eno marco, na marcu imam blazino, na blazini gor je ena skicirka z mehkim svinčnikom. In ko se zbudim po noči po zjutraj, tako stegnem roko v temi, primem svinčnik in tako napišem, a pa narišem nekaj in spim naprej. In ne pogledaš. Ja, potem. Jaz sem
Kapado vse. Temu je vse to prilagojeno, tako da ni take panike. Ampak, ja, ni Pa to problem. je tudi en del tvoje rutine. Se Ja, pravi, to je ni, izrealen proces. jasno, to ni problem. Problem ali pa rešitev se gleda, kako bom jaz kot sanjač uporabil te sanje. Nekaj sanje govorijo. Sanje govorijo marsikaj, večinoma niso direktne, prevedene, kako se reče, to, kar sanjaš, da se bo zgodilo. Večinoma gre za translate, kako ti to pol, kako jaz to sam se prevedem v pravi jezik. Najbolj pomembno je, kaj bom jaz tem naredil. To se pravi, tako kot to gledalo, to je širjenje prostora, to ni večanje prostora, to ni pospeševanje prostora, ampak to je moje širjenje prostora. To mi všeč, kako si. To lahko ima vsak človek. To se mi zdi super, In jaz ja. mislim, da so to momenti, ko so čisto enostavno tehnično dovršeni, dokazani, zdaj se to ful odpira. Ne vem, zakaj ne bi to uporabljal. Pa ti si v bistvu na nek način metafizik, nadrealist, konceptualist, postkonceptualist, ne vem. Ne, to je brezvezeno. Je, ne? Ja. Ampak vse mi... Vse ima vsak sami, zakaj? Ja, ampak v smislu s tem, kako se ti na avtomatizem ne uporabljaš. Še čisto simpel. Ja. Ampak vidiš, mi vedno Če imaš začnemo nekaj iskati. zobna pasta, zobozdravnik ti pove, kako se zobe umiva, če si jih ne, ti zgnijo, če ne imaš pa zdrav. Zdrav duh, zdrav telesu. Ta duh je lahko ful večji. Telo je lahko ful večji. Ampak katero delo na razstavi je pa neposredno vezano na tvoje sanje? Na moje sanje. Najbolj avtomatično. Gor v panorami on videl v kotu, ki je listek na eni tako palički Kapiha. Ja. Ko spim. To je idealno. Je to posneto s tabo? Kako Ko zmem? spiš? Tvoj dih? Mislim, jaz sem pihomad, sem na fake. Okej. Jaz mislim, če si kaj še bilo dal tako neposredno, Ne, se pri vse te neodgovornosti na koncu si želim konsistenco, odgovornost do tega, kar mi pokažem. Ampak vse ostalo pa raste. Ja. Sej jaz, ko so skupaj delala, sem opazila, da je tvoje delo zelo resno, zelo trdno, fizično, intelektualno resno delo. Eno vprašanje danes je bilo tudi, pa ste se videli, koliko ste se pa kaj zabavala, ker imaš zabavne stvari, velike humore, velike smešne situacije v tvojem delu, po drugi strani zelo veliko resnih tem. Verjetno sta mogla, totalno ste se mogli zabavati, ko ste to razstavo delali, ampak jaz sem občutek, lepo je tekla in vse, ampak občutek imam, da v bistvu ni bilo kaj neke blazne zabave, ampak da je bilo zelo resno delo. Zabava oziroma tekaj sproščenost pa nastop potem res narediš katalog, ko v bistvu dobiš prve odzive v javnosti, ko je razstava postavljena. Tako da ta rutina je pri tebi tudi, kar se tiče tvojih vikendov, tvojega dela v službi lista. Vse imaš zelo razporejeno. Vse to smo se že, to sem te že vprašala, gremo naprej. Ja. Kaj pa, ne, jaz bom preskočila besedo mesto, kjer si odraščal, ampak bom ti rajši postavila vprašanje mesto, kjer zdaj živiš, kjer odraščajo tvoji otroci, kjer živiš z družino, 2 hčerki imaš, cela tvoja družina je zelo kreativna. Kakšen je vaš delovni ritem oziroma kje se vam preplete? Meni ste eno zelo fino razstavo v Alcatrazu, kjer je v bistvu cela družina tvoja v bistvu stvarno umetniško dela. In tudi... Ta projekt je naredila Nataša. Ta projekt je naredila Nataša. No, na eni stopni se prepletejo, Nataša, tvoje delo, mlademovo delo, delo vajinih hčerk, v bistvu, kdo je tam avtor, Nataša, to strogo ločna, ampak včasih se mi zdi, da je ogromno tudi Natašinega dela v tvojem delu. Je. V bistvu ste umetniška družina, kjer tudi obe tvoji hčerki sta performirali na stavi oziroma v četrtkovih performancih.
A se vi doma veliko pogovarjate o umetnosti zvečer, recimo, ali takrat rečete, zdaj bomo pa ločili, pa ne bo govora o tem, ne bomo se v naših poklicih pogovarjali. Ne veš. Okay, ja, opazovala sem te, kako ti pripravljaš performance, ne? V bistvu ti prideš eno uro prej in se ful pripraviš. Kakšne so te tvoje priprave, se ti zdi? Kaj je pomembno pri performancu? Pa kje vidiš razliko med performancem pa gledališko predstavo? Jaz to gledam kot performance, to je meni top šok prezentacija. Gre za enostavno tehnično delo. Jaz izvajam ene fizične gibe, ki so za vse ljudi, ki sodelujejo v performativnem delu enaki. In isto pričakujem tudi od teh punc, ki tukaj pokažejo te uporabne objekte, kako delujejo, da izgledajo zelo neutralno in ne vsiljujoče. Kako bi izgledalo, recimo, če ti nekdo zdaj si zaželi en ta tvoj objekt, recimo, ne, personaliziran, recimo to delo, recimo ti si eno personaliziran objekt, bi si zaželil. Kaj bi ti moral povedati, oziroma kakšne podatke, informacije bi ti potreboval za to, da bi njemu naredil njegov personaliziran objekt? 15 minut pogovora. Ja. Tako čisto splošno. Pač kar pade. Tak small talk, ne? Ja. In potem bi ti v bistvu to nekaj izvedel. Recimo. Včasih imam... To sem hotel, zdaj, ko si bi to rekla, kako bi to naredil. David Green je en Angliš, ki je naredil meni portret. Na ta način sem povzel po njemu princip, kako to izvesti. Jaz ga pokličem, mi se pogovarjava, on po noči sanja, da ve, da sanja, se pravi, lucidno sanja, in v sanjah nariše portret mene in mi ga pošlje. To je fuzil. Ok. In on je tako buden. Problem je ta, da mi, ko sanjamo, vemo, da so to sanje. Kaj pa je, ko smo budni? V bistvu ta del zdaj tukaj bo zakomplicirano, ko sanje. Manj vemo o tem, kot tisto. In je zanimivo, da lahko v sanjah 7-krat močneje doživljam to, kar zdaj je tukaj. In on isto na ta način dela portrete ljudi. Se pravi, 7-krat pomeni zelo veliko, krat močno. Se pravi, to so v bistvu tvoji nočni zapiski, dnevni zapiski, jutranji zapiski, ki nastajajo. Ta intelektualni del, če smo čist črno-bela, intelektualni del tega, kar jaz pričam, je večinoma ateljejsko delo v sanjah. Lucidne sanje. Ja. Zdaj, obstaja neka definicija. Lucidne sanje so, kadar sanjaš in veš, da sanjaš in lahko sodeluješ tako, kot zdaj da se pogovarjava z ljudmi, objekti, posamezniki, dogodki in vse. In to je tehnika, ki se naučiš. To je čisto preprosta tehnika, ki je pa tako kot judo. Če začnejo danes trenirati, ne bo imela prihrdečega pasa, lahko pa začnejo pa v parih letih silah. Kar mojstrica. Lucidne sanje, ja. Kakšen je za tebe prehod med, se ti zaznavaš prehod med budnostjo oziroma spanjem, ki je tista... Zjutraj? Ja. To je zlati dež sanj. Zadnjih trenutkih, preden se zbudiš, so bolj močni kot same lucidne sanje. Temu se reče hipnopompik. Zelo veliko imam občutek, da ko se pogovarjamo s tamo, pa ko smo na tvoji razvaji, da smo v bistvu v tvoji glavi, v tvojih mislih. Ti si rekel, da pravljaš na tamo tudi tako veliko krat, da ko se postavi, ko smo postavljala, da si večkrat šel po razstavišču, po galeriji in si predvajala na glasbo. In skozi eno glasbo, skozi en komad, recimo, si ti prišel čez celo razstavo v misli, bodi si na skici, ker mladena skice so v bistvu same po sebi umetniška dela oziroma taki zanimivi razmisliki, ki smo jih dali v bistvu tudi na razstavo. In v bistvu ti, da prehodiš vse te na ta nadstropja in
premisliš vse to, poslušaš glasbo in tudi referenčni okvir pri tebi so umetniki, ki jih povabiš na nek način, se samo kontekstualiziraš. Ne? Umetnike, ki jih povabiš, veliko povejo o tem, kaj imaš ti rad, kaj spoštuješ, kaj ceniš v umetnosti, kaj te navdihuje v bistvu, in pa recimo seznami glasbe, seznami literature in tako naprej, seznami, pač to, kar poslušaš, te tudi napolni. Katera glasba recimo si poslušal, ko si, to me zanima, pa te nisem vprašala nikoli, ko si postavljal razstavo. Mogoče ima klišejsko, ampak 2 albuma, ki jih zmeraj poslušam, kadar delam razstavo, ki sta v bistvu pozabljena, pa se pa vsakič na novo spomnim na to glasbo, ne poslušam takrat, ko to delam. Res mi Ja, prva 2 albuma. Ne vem zakaj. Ja, pač to se že dolgo poslušaš, to je že v bistvu, s tem si odraz. Ja. 7. razreda, me šel ne. Res Nullius, No One Can Like Drummer Man Can, pa Dead Town Dog. To sta 2 najboljša albuma za železno zaveso proglašena mislim, da v tem enem Rolling Stones magazinu 80 ali 90. To je surova Jugoslavija. To ni Party Breakers. Veliko deluješ na družbenih omrežjih. V bistvu tvoje delo lahko spremljamo, ko objavljaš dnevno. Kako rečeš ti Vivid Dreams, oziroma kako že napišeš I drew exceptional scenes from Vivid Dreams, kako to malo rečiš? Vivid Dreams so samo očitno jasne sanje, za katere pa vemo, da ne sanje. No? To je prvo. Te profili, ki jih uporabljam na spletu, so v bistvu moji odprti dnevniki. In to je to. Niso cenzurirani, niti popravljeni. Gre samo za dokumentacijo teksta, kratkih giblih podob, pa statičnih podob, ki se mi branjo spomin. To ne prečeščujem, sam pač dajem na odprt prostor, če kdo kaj komentira. To je zelo pomembno. Ker dobim feedback za to. Ja, dobiš. Ja. Na kakšen način? Karkoli. Pišeš pa zagotovo nekdo nekaj odgovori. Se pravi, da je pač ta komunikacija ti zelo pomembna. Komunikacija je kakršnakoli je zelo pomembna. Ja. Pa ti gledaš to kot nek alternativni prostor, mogoče za manifestiranje tvojih idej, tvojega dela, alternativni prostor, razširen. Odprt atelje je to skozi. Okay, aha. Odprt atelje, kaj pa primerjati z razstavo v galeriji, v bistvu večji domet, mislim, kako, je to primerljivo, kako ti to gledaš? Tisti ni čisto, to je pa zdaj, mislim, čišče. Ja, tisti je neskurirano, to pa so rečem skurirano. Ja, recimo. Tisti je totalno, ko je pogledal tukaj na mizo, ko ni neka organizacija. Koliko pa na dan objaviti, kako imaš ti objaviti? Kolikrat na dan se pojaviš tvoje? Nekaj sem poslušal eno predavanje, ki me zanima, če objaviš manj kot 2-krat na dan, karkoli že, je boljš, da ne. Ker to je recimo za inštitucije to neverjetno, je to tako, sploh ne razumemo tega, ampak verjetno v svetu, v katerem ti funkcioniraš, je to zelo pomembno. Mi pa se pa ne veliko umetnikov sodobnih ne poslužuješ od tega. Nekateri pa ste zelo prisotni, ampak s tem se ti dela nek timeline, ti imaš konstantno revizijo. Meni je všeč samo to, da je v bistvu, kaj sem da ne spomnim se. Da ne bova predolga, samo še, ti se postaviš samo referenčni okvir, umetnike pa povabiš. Zakaj konkretno si povabil te umetnike in ali si kdaj naletel na odpor kuratorja, ko si s sabo povabil umetnika, druge umetnike na razstavu, ne? Zakaj konkretno si izbral Bernika Fiškina, Krivec pa Lorenz? Srečo je treba deliti, si jaz mislim. Ja.
Tudi strateško mogoče, ampak vsebina mi je prva. Se mi zdiš, da pač tudi strateg ti zelo... Ja, mislim, so to moji sošolci, ki so boljši od mene, jih treba pokazati, kaj jaz od njih črpam. Ali pa, če imaš naprej 300-400 avtorjev, kontakt z njimi 20-30 pa konstantno, je punega šumenja okrog, ki ga treba se tako malo razčistiti, pokazati. Ne pa kurirano, se mi pa zdijo, da so umestni, da jih pokažem. A misliš, da je treba imeti razlago na tvojih delih kurirane tekste? Ta igra asociacije me zelo všeč. Je bolj pomembna, ne? Spuščena tegi pa ljubim sluz. Kako bi razložil ta dva naslova? To je sobe panorama, tam gre v bistvu brez pravil. Tu sta dva krokija mojega odnosa z eno igralko. Pa to druga je pa, kaj sta sluz že? Sluz sem pa pozabil. Za sluz sem pozabil. Še zadnje vprašanje. Kako bi po tvoje moral umetnik pravilno živeti, oziroma človek živeti, kaj je zate živeti? To besedno zvezo sem pobral od Milana Kveča, ki jo je dobro uporabil v tej zadnji knjigi, sem bral, pa se naslovno spomnil. Če preberem še enkrat to knjigo, lahko še ponovno podoživim to živeti pravilno. V bistvu zelo enostavno, ampak sočno, tako radostno. Kako zdaj? Ja, V bistvu na ta način tudi... On se mi zdi en tak model. Ja. Res je vreden te besede, no. Kakorkoli ga... Hvala Bogu, da ne poznam te notranje pisateljske scene, to, kako je on opisuje, da slišim feedbacke drugih, ampak če bi jaz to vse vedel, bi se vedel tudi dobro. Kar on opisuje na način, kako on opisuje, ko išče ptiče, kam so zgrinili, mislim, ko so tihali. In pošle papigo v en kraj, ki ga kolega kliče, da ptičev ni več. In pol papiga ve, kam so ptiči zginali, in pol se to papigo opisil. V bistvu čisto razloženo, da tudi pri njemu ni določenih dokončnih. To je dokončno, to je tisto, kar mora biti dokončno. Jaz mislim, da je to dokončno. Vprašanje, prosim. Ja. Na WC-ju je ena stvar tudi, to je mislim, da je stromno na WC. Ja, če slučajno zaideš, pa živiš, pa pogledaš. Biti zaklenjen. Ja. Ne voli pa uporabiti, če Ja, sem včeraj zaklenjen. Ne treba je vrata mačke bolj poriniti. Mogoče. Ampak tu je Mladen poskrbel, da se ti že odprejo. To je to, da me hvala. Zdaj poletno vrsta za nastranišče. Najlepša hvala vsem za obisk. Hvala.